kako recimo sam raziskuješ, se učiš še naprej. Ker kot vodja v okolju, ki se skozi spreminja, moraš tudi neko znanje nadgrajevati. Ja, to je tak zelo preprost način imam za to. Recimo letos smo ostali brez vodij proizvodnje čez noč, ne, in je bilo treba zadeve vzeti v svoje roke. In sem se jaz pač preselil iz pisarne v zgornjem nadstropju dol v proizvodnjo in sem rekel, zdaj bom pa jaz pomagal sodelavci tole voditi, dokler ne najdemo ustrezne zamenjave in nisem imel tisti trenutek nobene druge ideje. In praktično sprašuje se, kako pa sploh deluje ta oddelek. Kaj pa vi počnete? Kdaj pa bo to končano? Pa dobiš potem nek odgovor, pa se vprašaš, a mi pokažeš, kako verjamemo, da bo to končano. Imamo plan, ja, kdaj bo takrat? Kako izgleda ta plan? Pa se pa skratka s postavljanjem vprašanj v same detajle ugotovimo marsikaj. In potem te sodelavci vidiš, enkrat te mogoče malo zapeljajo, eni so zelo odkriti in potem, ko začneš odkrivati določene stvari, se tudi same težave rešijo, recimo, ne. Kaj pa dela ta kos tukaj, ne? Ja, čaka na ta stroj. Imamo delovni nalog za to, je tehnologija pripravljena, da gre to na stroj naprej. Skratka, to so res ene take preproste tehnike, ki bi jih vsak vodja mogel biti radoveden, da sploh ve, v katerem okolju je, kako deluje, ne.